Maistrov borec za severno mejo. Po poteh spomina in prijateljstva. Prvomajska krsovanja in budnica. Občinska strategija trajnostne mobilnosti. Na razstavi fotografije globine vesolja. Na Florjanovi maši zahvala gasilcem. Iz domačega kavča na vrh Šmarne gore. Lepo pozdravljeni v prvi majski oddaji. Prejšnji četrtek na praznik dan dela prost dan, smo si namreč vzeli prost dan. Za nami so namreč kar naporni delavniki v občinski stavbi, ki se že od decembra dalje obnavlja. Rok za dokončanje obnove obstoječe in popolno rekonstrukcijo stavbe ob njej je sredi septembra. Današnja informativna oddaja bo zato predvsem praznično obarvana. O prazničnih dogodkih poročamo tako, kot so si sledili v zgodovini. Domoljubno društvo General Rudolf Maister žiri in krajevna skupnost Senica sta nas v ponedeljek povabila na odkritje spominske plošče padlemu Maistrovemu borcu Andreju Košenini. Plošča je postavljena na stanovanjskem objektu na naslovu Spodnja Senica 14. Predsednica Zveze društev General Maister Lučka Lazarev-Šerbec je v svojem nagovoru med drugim izpostavila, da nas ta spominska plošča opominja, da se je za obstoj naroda, kulture, jezika, samostojnosti vredno boriti tako, kot so se Maistrovi borci. Boji generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo, predvsem na Koroškem, so bili namreč ključni za oblikovanje meja naše domovine. Kot je v govoru še izpostavila predsednica Zveze društev General Maister Lučka Lazarev-Šerbec, zato ne gre le za obujanje spominov, ampak tudi za opomin prihodnjim rodovom, da je domovina vredna naše ljubezni, skrbi in varovanja, še toliko bolj, saj se nam vojne dogajajo tudi v neposrednji bližini. Vojna terja življenje, vojna pusti grozote in to so bili mladi fantje, ki so bili stari med 18 in 25 let, ki so dali življenje za svojo domovino. Komaj so se vrnili za različnih front. Prva svetovna vojna je bila izredno kruta do samih vojakov in so se pridružili Maistru, torej so vedeli, zakaj se gre. Vedeli so, da gre za domovino, da gre za ozemlje, da je to tisto, kar so lahko dali največ, dali so svoje življenje. In to je lahko nam v spomin in v opomin, da moramo ljubiti svojo domovino, da se premalo zavedamo, da lahko govorimo v svojem slovenskem jeziku, da beremo knjige v slovenskem jeziku, da imamo svojo državo. Vse se nam zdi nekako samoumevno. In to ni prav. Svoj nagovor pa je zaključila z mislijo, da bomo vedno imeli na družbene dogodke različne poglede, da pa moramo zbrati moč in pogum za iskanje kompromisov, da poiščemo vrednote, ki nas povezujejo in ne razdvajajo. Zgodovina pa je jasna, če jo beremo tako, kot je potrebno, še dodaja. Naredili smo popis vseh spominskih obeležij Maistrovih borcev, njegovih, vse grobov in to lahko najdete na naši spletni strani, so spominska obeležja tudi opisana, tudi po občinah, kje to stoji in to bo tudi je zapisano bo tudi v zborniku Slovenske matice in bo tudi QR koda, tako da se bo lahko to vedno posodabljalo, vedno dodajalo in bo vedno tako nam vsem na razpolago. To, kar delamo, da bodo videli mladi rodovi, lahko raziskujejo, preberejo, vidijo in je kar 170 takih obeležij. General Maister je jeseni leta 1918 začel organizirati Narodno vojsko za obrambo severne meje. Pridružili so se mu prostovoljci iz vseh koncev Slovenije in tudi prek meja, med njimi še ne 20-letni Andrej Košenina Spodnje Senice. Ko je aprila leta 1919 narodna vlada v Ljubljani ukazala, da slovenska vojska zasede vsa območja z večinskim slovenskim prebivalstvom, so nemške enote odgovorile z močno ofenzivo. Med padlimi Maistrovimi borci je bil tudi Andrej Košenina. Po razpoložljivih podatkih je padel 2. maja na Svetem Lovrencu pri Dravogradu, kjer je tudi pokopan. Pobudo za postavitev spominske table na hiši njegovih sorodnikov na Spodnji Senici je dalo domoljubno društvo General Rudolf Maister žiri. Leta 2018 ob 100-letnici konca Prve svetovne vojne so namreč v žireh začeli zbirati podatke o Maistrovih borcih in padlih v bojih
in z raziskavo nadaljevali še v ostalih 3 občinah škofjeloškega konca. Popisali so jih več kot 220 in vsem padlim postavili spominsko ploščo. Ko sem pregledoval te sezname, sem povedal, da je tudi na spodnji Senici Andrej Košenina in da bi bilo dobro tudi njim, ker smo zelo blizu skupaj. Upravna enota je bila raziskana Škofja Loka in odločili smo se, da bomo tudi v Senici to ploščo postavili. Ploščo financira Zvezo društev Generalmajster Slovenije, je za to postavka. Ostalo smo pa potem šli v razgovor z županom občine in organizirali tole prireditev, ki je spomin na fanta, ki ni bil star 20 let, pa je dal življenje na Koroškem. In ti verzi, ko so napisani na spomeniku v Dravogradu, so še kako pomembni. Mi, mlajši rodovi, so dolžni ohranjati spomin in prikazati te fante, da so dali življenje za to našo Slovenijo. Med njegovimi predniki Maistrovih borcev sicer ni. Ampak prav te krivice, ki so se tem fantom, nasploh tem prvim slovenskim vojakom dogajale, to me je potegnilo v raziskavo, da smo nadaljevali za celo upravno enoto. Ob raziskovanju ali ob postavitvi spominskih plošč padlim Maistrovim borcem, prvim slovenskim vojakom, na nasprotovanje sam ni naletel. Največkrat je pa dejstvo, da ne vejo več za te fante. V konkretnem primeru za Andreja Košenina, kako ste prišli do vseh teh podatkov, s katerimi danes nekako ste razpolagali oziroma razpolagamo? Ko sem prvič prišel v spodnjo Senico, sem najdel enega gospoda, ki se je pisal Košenina Joško, in ta gospod mi ni vedel povedati, kdo bi bil Andrej, iz katere družine, ker je več rodov Košenin. Vendar sem potem šel v arhiv Škofije Slovenije in tam našel celo družino. Iz krstne knjige sem popisal celo družino. Tam na koncu so bila pa 3 imena, Frančiška, Rafael pa Franc. No, ko sem potem prišel do tega gospoda Joškota in sem rekel, poslušaj, tukaj, če bomo našli, ker so najmlajši, če bo tukaj mogoče sled. No, in ko sem jaz ta 3 imena povedal, je bil kot izstopa, ustrelil, to so pa Korbašovi, in potem smo prišli do tukaj Franca Porenta, Košenina ni več priimka, in smo prišli do tega sorodstva. V imenu občine Medvode je zbrane na tokratni slovesnosti nagovorila podžupanja Mojca Murnik. Med drugim se je zahvalila vsem, ki negujejo spomin na generala Maistra in na njegove borce. Njihova zgodba pa, da je simbol poguma, enotnosti in boja za slovensko ozemlje. Domoljubje danes ni le nošenje zastave, ni le petje himne, je dejanje. Je spoštovanje države in zakonov, je medsebojna pomoč in je pogum posameznika, da naredi nekaj za skupno dobro, za ljudi, naravo, kulturo in prihodnost Slovenije. Turistično društvo Smlednik nas je tudi letos, tako kot skoraj vsako leto od leta 2007, povabilo na pohod po poteh spominov in prijateljstva, ki poteka na praznični dan upora proti okupatorju. Pohod, namenjen druženju in spominu na tem območju med drugo svetovno vojno padlih aktivistov in partizanov, vedno privabi množico ljudi dobre volje. In tudi letos se jih je zbralo okoli 50. 27. aprila praznujemo državni praznik, dan upora proti okupatorju, v spomin na ustanovitev organizacije odpora, ki se je 26. aprila leta 1941 poimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda.
A pohod po poteh spominov in prijateljstva je tradicija, ki se je pričela že davnega leta 2007 in se pohodniki na ta dan spomnijo tudi na tem območju padlih v drugi svetovni vojni. Ustavijo se pri spomeniku partizanoma iz Hraš Ivanu Polajnarju in Jožetu Staretu, pod Jermanovim hribom pa partizanu Črtu. Obenem pa gre za prijetno druženje in nekaj zdrave rekreacije po ne preveč težki poti, za dobre 3 ure prilagojene hoje od vodnega zajetja pod Starim gradom proti Skaručni in nato nazaj po drugi poti do Starega gradu. Na letošnji 27. april je bilo vreme prijetno sončno, pot pa nekoliko razmočena, se je prejšnji dan deževalo. Pohoda se je udeležila dobre 100 pohodnikov dobre volje. Pohod je pohod, pač na ta dan, na ta praznik in se pač zberemo. Zdaj enkrat, če sonce jih je več, enkrat manj, sem že lansko let povedal, kar je, ne. Ampak nekje danes je čisto ena taka realna številka za ta vreme. Je pa res, da so dali tudi počitnice, da je mogoče bi bilo več, če ne bi bilo. Ampak jaz sem zadovoljen, da so šli, da so prišli v krog, da je pač prireditev uspela. Pohodniki pridejo iz različnih vzrokov, večina pa, ker je pot prijetna, ne preveč težka, udeleženci pa se med sabo družijo in delijo spomine ter prijetne izkušnje. Malo mogoče tudi nostalgije na zgodbe, ki smo jih veliko poslušali, veliko spominov na drugo svetovno vojno je bilo del našega otroštva, še včasih Titove Jugoslavije, tako da malo je tudi s tem povezano. Kar nekaj znanih obrazov se je zbralo na izhodišču, pa tudi nekaj takšnih, ki so na pohod prišli prvič. Ja, vsak let je nekaj novih. Pridejo, pogledajo, grejo. Recimo polovico je ponavljajočih. Malo se pa menjajo, enkrat eni pridejo, odidejo, tako da. Vi kot organizator ste nas pričakali na eni od točk. Na kakšen način to organizirate? Ni preveč naporno, pa po drugi strani pa naredite tudi nekaj, bom rekla, pauze, zato da si malce predahnemo, odpočijemo. Kje ste nas počakali? Meni se zdaj, da bom točen, več kot 20 let vem, da je ta prireditev. In to so imeli že tisti predhodniki, da so tam dol naredili malo pauze, da se malo vdahnejo. In tako je ostali. Jurija na Skaručna, obenem pa še tam tisti spomenik obiščemo. In pač vidite, da je tam kar 50-60 plus ljudi. In je kar prav, da po uri pa pol hoje, da malo vdahnejo. Še nasploh, ker je za nazaj gor bolj strma, več energije rabijo. Nekaj premora je bilo potrebnega tudi pri spomeniku Francu Gartnerju Črtu, ki je bil eden od 8 ubitih terenskih aktivistov v hajki nemških vojakov in domobrancov 12. julija 1944 in pri tem spomeniku je zazvenela tudi pesem v spomin na padle v vojni. O Črtu je spregovorila tudi udeleženka pohoda, ki skrbi za to, da se tudi ustna zgodovina ohranja. Ja, jaz sem sicer ena tistih, ki te spomine vem iz druge roke od svojih staršev oziroma od njihovih, se pravi naših starih staršev. In eno od teh spominov, ki sem ga jaz vedela kot, to je v bistvu ustna zgodovina od starejše gospe, ki je bila soseda v Smledniku, je njen spomin na zadnji večer partizana Črta, katerega spomenik smo danes obiskali. Mogoče na kratko, kakšen spomin je delila z vami nanj? Ona je bila takrat stara, mislim, da 12 let in spominjala se je, da je njen oče samo naročil, da naj se greje vodo za kopanje in potem seveda ni nas spraševala, ampak je Črta videla, ga je srečala, bila je tako navdušena nad njim, ker je bil menda zelo čeden mladenič. Potem kasneje so zvedeli, da tisto noč so ga pač ustrelili. Zmeraj je rekla, ko je o tem pripovedovala, kakšna škoda tega mladeniča. Pohodniki so se po postanku pri spomeniku partizanu Črtu odpravili še na zadnji del pohoda, vzpon do Starega gradu pa je bil na koncu poplačan še z ričetom in pijačo in druženje se je nadaljevalo še v zgodnje popoldne. Kresovanje v Goričanah ima dolgo tradicijo, zadnje desetletje pa za kres poskrbijo člani turističnega društva Goričane. Obiskovalci, tako domačini kot gostje iz bližnje in daljne okolice, so uživali ob dobri družbi, okusni hrani in pijači
ter ob veličastnem kresu. Glavno je bilo druženje, povezovanje in navsezadnje tudi počitek ob 1. maju, prazniku dela, prazniku borbe za delavske pravice. Že 10. leto zapored so kres v Goričanah zakurili člani turističnega društva Goričane. Skrbno so pripravili prizorišče, poskrbeli za hrano, pijačo, dobro voljo, za glasbo pa je poskrbel ansambel Lesari, ki je obiskovalce na plesišču držal po konci pozno v noč. Tako kot pri znanih parkanjih jim uspeva, da je dogodek domač, topel in vedno dobro obiskan. Med obiskovalci se tako najdejo domačini in tudi tisti iz bolj oddaljenih krajev. Kako pa so se imeli? Smo domačini, radi pridemo podpreti domače lokalne prireditve, tako da super se imamo in zato smo tukaj. Potem je žur do jutranjih ur. Ja, to je verjetno malo za mlajše, jaz grem kar zgodaj domov. Pa tako neko skupno druženje se mi zdi, ne? Pa tukaj zmeraj tako dobro organizirajo, tako da... Ste pa še vnučka preperali? Ja, on pa sploh hotel letos iti, ne? Kako pa se imaš? Dobro. Kres mi predstavlja zabavo z družbo, da končno lahko zaplešem s prijatelji. Kresovanje je star poganski običaj, ki simbolizira prehod iz zime v poletje, ogenj pa predstavlja sonce, toploto in novo življenje. Danes pa se največkrat odvija prav 30. aprila na predvečer praznika dela. Tudi v Goričanah je kres pričakal množice domačinov in obiskovalcev, ki so ob ognju uživali v družbi, plesu in prazničnem vzdušju. Ja, jaz sem tlele že en cajt, zraven pri organizaciji. Je to en tradicionalen dogodek, ki ga hočemo vsak let ponavljati, pa tudi, da ne ostane samo Goričane znane pa v parkeljnih, da naredimo še vmes nek dogodek. Kaj pa ti pomeni ta kres v Goričanih? Pomeni mi veliko, da se dogaja v našem kraju, da smo Goričane postavili na zemljevid in da se zmerno kaj novega spomnimo pa naredimo. Kako se imata danes tukaj? Super. Kaj počnete? Sediva. Kaj zaplešete? Ja. Ne. Jaz. To bo pa še prišlo, ne? Ja. Da se malo podruživa, pa da prižgejo kresa, ne, pa že nekaj spiješ. Iz katerega konca prihajate? Iz Brežic. Kako pa to, da ste danes tukaj? Ja, zdaj se je fajn, prijatelji so povabili, rekli so dobra muzika, dobra pijača, dobra jedača in smo rekli, pridemo. In kako je do sedaj? Noro dobro, mislim, razgled je ful fajn, ljudje so prijazni, se imamo fajn. Kaj pa vam predstavlja 1. maj? Praznik dela, borimo se za delavske pravice in mislim, da je to en tak fajn spomin, da tudi vsi si zaslužimo včasih spočiti. Res je, 1. maj ni le dan prostega dne, ampak praznik delavskih pravic, ki jih danes pogosto jemljemo za samoumevne. Spominja na borbo za boljše delovne pogoje, ki se je začela že konec 19. stoletja. Danes pa je to tudi dan, ko si vzamemo čas zase, za naravo, za družino in prijatelje. Grem na Govejk, pogremo na sladoled v Škofjo Loko in to je to. Tu gremo pa na Osovenk, pa dan pridemo, pa je pa piknik. To je praznik dela, a ne? Ampak glih moram delati, moram peči. In kot že večkrat do zdaj, niso manjkali domači obrazi, otroški smeh in prijaznost prostovoljcev, ki poskrbijo, da je vsak obiskovalec lepo sprejet. Seveda pa ne smemo pozabiti na naše gasilce. Mi smo zraven za požarno varovanje, skrbimo, da ne uide izpod nadzora, da ne gori preveč, potem poskrbimo tudi za to, da se kres dokončno ugasne. Pa na splošno smo tukaj, bi rekel, kot požarno varovanje že za samo prireditev. Turistično društvo Goričane, ki skrbi za celotno organizacijo kresovanja, že desetletje povezuje krajane in prazniku daje domačo noto. Kako pa potekajo njihove priprave? To vsako leto traja približno 2 dni. En dan samo vozimo skupaj les, drugi dan se pa začne postavitev, cirka 15 ljudi potrebujemo. Zamenom pa ja, se pravi od jutra do večera postavljamo, v bistvu pa les dobimo iz starih streh, od starih hiš, ki jih podirajo okoli, tako da vsako leto se najde kakšna nova. Vreme pa tudi služi, ne? Ja, to pa moram reči, da od 10 let moramo potrkati, da sonce je toplo, letos res izjemno toplo. Tako da ja, res super. Kaj pa vam mogoče pomeni praznik dela jutrišnji dan? Ja, za nas prostovoljce je v bistvu veliko dela. Da vse to pospravimo, bo kar trajalo še jutr do večera. Ampak enostavno mi s tem živimo, to radi delamo v Goričanah,
ne samo tukaj, tudi na parkingih, tako da to je za nas 1. maj. Za nami so torej prvomajski prazniki, ki so jih mnogi izkoristili za pošteno prislužen oddih. No, tisti, ki so se vendarle odločili preživeti praznični teden v domači občini, pa so lahko praznovali ob tradicionalnih prvomajskih aktivnostih, ki jih organizirajo medvoška društva. Na predvečer praznika so v Goričanah torej ponovno poskrbeli za kresovanje, tako tudi v Vikrčah. No, v praznično jutro pa so nas prebujali, tako kot veleva tradicija, člani godbe Medvode s prvomajsko budnico. Pri tem pa so se jim že 5. pridružili tudi lastniki starodobnih avtomobilov. 1. maj se je za godbenike pričel že ob 5:30 uri zjutraj, ko so se pred godbenim domom prvič zaslišali praznični napevi iz njihovih instrumentov in nato še 18krat na različnih lokacijah naše občine. 19 točk, 19 lokacij, kjer smo pač nastopali, malo probali popestriti današnji dan. Prebivalcem občine Medvode pa še mehen smo šli tudi ven, tako da lepo vreme, vzdušje je bil fenomenalen čez celo pot. Ljudje, ko pridejo nas pogledati pa poslušati, uživajo v tem in tudi mi. In to je pravzaprav cilj današnjega dne. Kaj je težje, začeti dan ob 5:30 zjutraj ali po 19 postojankah zaključiti? Najtežje je ostati zjutraj, ker morate vedeti, da nekateri se tudi pripeljemo iz malo dlje, smo ostajali ob 4. Je pa eno veliko zadovoljstvo, ko je konec, ko veš, da si tolikim ljudem prinesel glasbo na 1. maj. Za odlično prvomajsko vzdušje je tokrat skrbelo 24 godbenikov, ki jih je širom naše občine vozil mini avtobus. Tradicionalni zaključek pa se je zgodil na Starem gradu Smlednik ob 13. uri, kjer se navadno zbere tudi največ obiskovalcev. Jaz sem imel super. Enostavno nimam kje reči drugega, kot da se zahvalim vsem godbenikom, ki so prišli. Glede na številčnost ali pa bom rekel velikost našega orkestra je bil obisk budnice zelo dober. Morate vedeti, da kljub temu, da nas je bilo danes dobrih 20 tukaj, da je to praktično 3/4 našega orkestra. Tako da še enkrat čestitke in zahvala vsem godbenikom, ki so prišli. Lepo smo igrali, je pa taka stvar lahko tudi naporna. Trudili smo se, da v vsakem momentu čim bolj zaigramo. 19krat na avtobus, iz avtobusa odigrati tistih nekaj komadov, kaj je utrujenosti že prisotne? Ja, seveda. To je od ranega jutra, poznaš se, že malo zraka zmanjkuje, malo ustnice niso več sposobne odpeljati. Malo smo tudi že tako utrujeni, ne moreš več slediti, tako da se pozna čez dan, ampak na koncu za tleden Smlednik še zmeraj toliko moči prehranimo, da se še sliši to, kar se mora slišati. Pot jih je letos peljala izpred godbenega doma na Svetju, mimo Zlateta in Bencaka v Žlebe. Sledila je preska in tradicionalni zajtrk v Vašah, ki ga pripravijo zvesti domačini. Budnico so nadaljevali v Goričanah, Dragi in Sori, nato pa jih je pot zapeljala po dolini Ločnice na vrh Katarine. Zatem so praznik polepšali še tistim, ki jih verjetno vsako leto pričakajo z največjim navdušenjem in hvaležnostjo, prebivalcem centra starejših Medvode, ki jih melodije koračnic, ljudskih venčkov in drugih priredb narodno-zabavne glasbe zvabijo na balkone sob in skupno teraso, ob veselih ritmih pa se prebudita tudi duša in telo. Sledil je še hiter skok v Zbiljski gaj, čez Senico so se odpravili do tržnice v Medvodah, nato pa še čez Pirniče in Vikrče na končno postojanko Stari grad Smlednik. Večina lokacij, kjer se godbeniki ustavijo na svoji poti, je tradicionalnih, vsako leto pa vpeljejo še kakšno novo, glede na povabila in želje občanov. In če je tega dovolj in če se dejansko tam srečamo na lokaciji, potem poskušamo temu prisluhniti in kar gremo. No. Zato je leta 119 točk bilo, to je nekaj več kot običajno. In se bomo kar trudili to vzdrževati. No. Je pa kaj dosti več, kot to se pa dejansko ne bo dalo, ker je na koncu dne se že se utrujen. Naslednji veliki projekt, za katerega se člani godbe Medvode že pol leta intenzivno pripravljajo, pa bo veliki koncert zabavne glasbe na tržnici Medvode v sklopu Medvoškega kulturnega festivala s posebno gostjo Jano Šušteršič. Ja, naša gostja bo domačinka Jana Šušteršič. Zelo vesel sem, da bo godba spet sodelovala z njo. Bo pa to koncert v bistvu zabavne glasbe, s privdihom tudi mogoče rahlo slovenske popevke.
Stilsko bomo pa šli v bistvu v zelo različne žanre. To bo od latina, popa, džeza oziroma swinga. Mislim, da bo repertoar zanimiv. Ja, lepo vabljeni 15. maja. Zdaj v primeru lepega vremena bomo vsekakor zunaj na tržnici v Medvodah. Jaz upam, da vreme zdrži, čeprav bo takrat lih ledeni možje. Zdaj v primeru pa, da ne bo lepega vremena, bomo pa pač šli v kulturni dom. Česar bi se pa jaz mogoče tudi veselil, saj s tem orkestrom še nisem delal v vašem kulturnem domu, pa me zanima, kakšen zvok bi bil noter z našim pihalnim orkestrom. Na sotočju Save in Sore se tako obeta imeniten večer, ki ga ljubiteljem dobre glasbe ne gre zamuditi. Vstop bo prost. Bodo pa godbeniki aktivni vse do poletja, saj jih čaka še vsakoletna udeležba na festivalu na Hrvaškem in protokolarne obveznosti ob občinskem prazniku. Odpravljamo se še na Mali Lošinja, to se pravi 7. junija je festival pihalnih orkestrov na Malem Lošinju, kjer bomo letos 10. in smo edina godba, da imamo tako tradicijo. Mi gremo silno z veseljem tja, tudi tam nas pač kar avtomatsko že povabijo, ne. Po 5 letih lahko rečemo, da se sedaj že tradicionalno godbenikom na prvomajskem bujenju občanov pridružijo tudi medvoški lastniki starodobnih avtomobilov, združeni pod sekcijo Turističnega društva Goričane Vaše. Za nas člane kluba je to enkraten doživetje, praznik dela, mi se zapeljemo po kraju Medvod, malo poklepetamo, obujamo spomine, kako je bilo včasih in mine dan hitro. Kakšni so odzivi ljudi? Izredno veliki in po cesti, ko se vozimo, izredno lepo nas sprejmejo, ko nas vidijo. Lep odziv. Je bilo potrebno kaj posebne priprave, avtomobile spraviti v red za današnji izlet po Medvodah ali so avtomobili ves čas pripravljeni na takele podvige? Avtomobili so ves čas pripravljeni na take podvige, edino če je dež, jih ne damo iz garaž, ker so to ljubiteljsko. Edino, kar moramo, obesimo zastave na avtomobile našega kluba, občine Medvode in slovensko zastavo, tako da smo razpoznavni, da smo Medvoščani. Pisana karavana zanimivih avtomobilističnih primerkov zgodovine, ki jih premorejo Medvode, je na svoji panoramski vožnji ukradla marsikateri pogled. Čeprav za voljo letos zares dolgega prazničnega tedna nekoliko okrnjeni, so se odpravili na 2 kroga po občini, začenši z jutranjim zborom v Goričanah, kjer njihov klub tudi domuje. Počakamo godbo, da godba Budnico odigra, potem se peljemo skozi Vaše, Žlebe, Soro, Katarina, nazaj na Pirniče, Smlednik, Zbilje in na tržnici ob 12. zopet počakamo godbo, da odigra in naprej se odpeljemo še en kratek krog po občini Medvode in kosilo, zaključek. Ideja za tovrstno združevanje medvoških lastnikov starodobnikov se je Bojanu Roglju utrnila med epidemijo korone in padla na plodna tla. Člani se udeležujejo srečanj starodobnikov tudi drugod po Sloveniji. Prvomajsko srečanje pa navadno zaključijo z druženjem na Dobravi Zbiljskega jezera. Mi smo jih ujeli na tržnici, kjer so se že drugič v dnevu srečali z godbo Medvode. Moč je bilo videti fičkote, Unimoga, Porscheja 911 Cabrio in Volkswagen Hroš, ki se pridruži, bil je z nami in je naredil svoj krog, da pride tudi še zraven. Drugače je pa dolgi prazniki so in večina jih je šlo na dopust. Klub starodobnikov Medvode sicer združuje 55 lastnikov starodobnikov iz naše občine, nekateri pa se lahko pohvalijo celo z več starodobnimi vozili. Vse imam v evidenci in vsako leto se zberemo za 1. maja, imamo tradicionalno 5. leto. In med letom se potem še 2-krat, 3-krat dobimo, slovenski dan v Drvočajni, pa če ima občina kakšen praznik, pridemo se pokazati v center Medvod. Če ste jih zamudili, jih lahko ujamete ponovno že 16. maja zvečer med 17. in 20. uro na Medvoškem kulturnem festivalu.
Ni vas malo, ki bi lahko na vprašanje, kje ste pa vi preživeli prvomajske počitnice, odgovorili, da 5 dni na morju, en dan pa na primorski avtocesti. Tudi mi nadaljujemo oddajo s problematiko prometnega načrtovanja. Občina Medvode je ena prvih občin s potrjeno novo občinsko celostno prometno strategijo, ki vključuje akcijski načrt za naslednjih 7 let. Nadomestila je prejšnjo iz leta 2017. To je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na tistih ukrepih, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Njen namen je namreč sprememba potovalnih navad v občinah in izboljševanje pogojev za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter alternativnih oblik mobilnosti, zato da bi zmanjšali obseg osebnega motornega prometa. Je v veliki meri odraz želja nas občanov, saj smo imeli kar nekaj možnosti sodelovati pri njej. Občinsko celostno prometno strategijo v vrednosti dobrih 46 tisoč evrov, za katero je občina pridobila tudi sredstva Evropske kohezijske politike, je izdelal konzorcij izvajalcev, Inštitut za politike prostora, Ljubljanski urbanistični zavod in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Predstavnik slednje, to je tudi naš občan Matej Gojčič, pa je strategijo tudi predstavil občinskim svetnikom. Nova strategija je nadomestila prejšnjo iz leta 2017. V mestnem času se je spremenilo to, da je ta strategija prišla v zakon o celostnem prometnem načrtovanju in da je država postavila tudi druga pravila, kako je potrebno dokument pripraviti skozi pravilnik, nacionalne smernice in minimalne standarde. Pri pripravi strategije smo seveda vse te minimalne standarde, ki jih je država predpisala, tudi upoštevali. To je po eni strani bil pogoj za to, da je občina lahko bo upravičena do sofinanciranja strategije. Po drugi strani pa je država tudi dvakrat presojala, ali je dokument pripravljen v skladu z vsemi pravilniki in smernicami. Prvič je bil presojan sam koncept priprave dokumenta, v drugo pa so potem presojali tudi zaključni del, ki vključuje ukrepe in akcijski načrt. Na samo strategijo, tudi zato, ker je imela pri pripravi glavno besedo javnost oziroma različne javnosti, občinski svetniki pripomb niso imeli. Pa zakaj je potrebna nova strategija? Marsikdo bi rekel, mogoče saj še vsega iz prejšnje nismo uresničili. Se pravi, glavne spremembe so predvsem v ukrepih, ki so določeni v akcijskem načrtu, ker pa ministrstvo določi neko obdobje, v katerem naj bi se ti ukrepi izvajali, je potrebno potem po tem obdobju sprejeti novo strategijo. Sicer vsi ti ukrepi zasledujejo nek krovni cilj tako pri prejšnji strategiji kot pri zdajšnji, spodbujanja trajnostne mobilnosti, zato so si pač v osnovi lahko tudi podobni. Je pa morda sprememba tudi bila v sami metodologiji izvajanja strategije te nove in pa tudi, da je letos ministrstvo zahtevalo, da so ukrepi vseeno nekoliko bolj konkretni. Trajnostna mobilnost ni le okoljska usmeritev, temveč gre za celovit pristop k izboljšanju kakovosti bivanja. Poleg večje prometne varnosti prinaša boljšo dostopnost, zmanjšuje onesnaženost zraka, zmanjšuje hrup ter prispeva k bolj zdravemu načinu življenja. Vizija strategije je jasna. Promet po meri ljudi, ne avtomobilov. Namen je sprememba potovalnih navad in izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza ali alternativnih oblik mobilnosti. Vse z namenom zmanjšati uporabo osebnega motornega prometa. Na podlagi izvedene ankete med prebivalci občine Medvode je bilo namreč ugotovljeno, da na primer osebni avtomobil za pot na delo uporablja kar 85%, do trgovin in drugih storitev v okolici doma 72%, na območju občine pa pričakovano kar 93% prebivalcev. Tudi ali predvsem zaradi pomanjkljivega javnega prevoza. Kako vi pridete na svoje delovno mesto? Ja. Jaz sem sicer iz Ljubljane, tako da moram najprej iti 15 minut peš do postaje 25-ke, potem pa malo čakam, zato ker zelo tako, tudi kljub voznemu redu neredno vozi, tako da potem pa pripeljem z avtobusom, včasih grem z avtom sicer, včasih sem se trudila iti še s kolesom, ker sem bliže živela,
upam, da bom imela še kdaj to možnost. No. V pripravo strategije je bila v veliki meri vključena tudi javnost. To so na primer posnetki iz ene od delavnic izpred leta dni. Koliko lahko rečemo, je ta prometna strategija odraz želja in potreb krajanov? Jaz bi rekla, da zelo v veliki meri, zato ker to so bile v bistvu ključne aktivnosti, ki smo jih izvajali. Se pravi, delavnice z občani, anketa, potem ukrepi, ki so jih lahko na spletnem portalu občani, ukrepi in izzivi, ki so jih lahko na spletnem portalu občani dodajali. Izvedli smo ankete med šolarji, med večjimi zaposlovalci v občini in tako naprej. Tako da jaz mislim, da smo se zelo trudili, da bi res nekako občani imeli čim večjo besedo pri tem. V procesu priprave občinske celostne prometne strategije občine Medvode je bilo za 6 izbranih stebrov mobilnosti, mestno jedro, hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, motorni promet in celostno prometno načrtovanje določenih 10 strateških vodil. Kaj je največji izziv medvoške trajnostne mobilnosti, recimo? Težko reči, zato ker ti ukrepi so recimo razdeljeni v več stebrov. Recimo lahko rečem, pri hoji so občani predvsem izpostavili, da si želijo varnih šolskih poti, pa boljših povezav med naselji. Pri kolesarjenju si želijo novih kolesarskih poti, omenjena je bila recimo kolesarska med Medvodami proti Sori, pa morda postavitev še več postaj te izposoje e-koles Medvodak. Pri motornem prometu je bilo veliko govora o umiranju prometa. Kar se tiče javnega potniškega prometa, je bilo tudi si želijo novih linij, da bi mogoče bolj pogosto vozile in tako naprej. Kot rečeno, za vsakega od prej omenjenih stebrov mobilnosti je bila izdelana analiza obstoječega stanja, oblikovana so bila vodila in zapisane ambicije. Nekatere med njimi so bolj povezane z željami, kot na primer, da se na številnih območjih občine za 4% zmanjša delež osebnih in tovornih vozil, da recimo za 10% več otrok peš pride v šolo, da 3% več zaposlenih pride s kolesom v službo, sedaj namreč le vsak 100. Pa tudi bolj konkretne ambicije so zapisane, najmanj 3 km novih pločnikov ali vsaj ena nova ali izboljšana obstoječa večmodalna točka ali izvedba vsaj 75% ukrepov iz lansko leto sprejetega načrta izvajanje parkirne politike. Občina mora imeti, če želi sploh kandidirati na raznih razpisih, predvsem za trajnostno mobilnost v tem primeru, imeti to strategijo narejeno, drugače kandidirati sploh ne more. Tudi veliko ukrepov se potem na ta račun lažje izvede, ker dobimo neka sredstva. Je mogoče že kakšen tak konkreten projekt, ki bi lahko sledil tej prometni strategiji in pa lahko računate tudi potem na ta evropska sredstva? Zagotovo, mislim, projekti se ves čas izvajajo, tudi lahko povem, da te ukrepi so tako, se precej povezujejo. Mi, ko nek projekt izvedemo, je lahko v tem projektu vključenih zelo veliko ukrepov, umiranje prometa, ozelenjevanje prometnih površin, izboljšanje varnih povezav za pešce, kolesarje in tako naprej. Tako da to se ves čas izvaja. Ne vem, čisto konkreten primer, recimo zdaj si želimo razširiti to mrežo e-koles Medvodak. Tukaj bomo tudi lahko kandidirali za neka evropska sredstva, tako da to je en tak primer. Celotna občinska celostna prometna strategija z vsemi analizami stanja je objavljena na občinski spletni strani, trenutno kot sestavni del gradiva za 15. sejo občinskega sveta. Od petka 25. aprila dalje je v galeriji pod Kozolcem v Žlebeh na ogled razstava astrofotografij globine vesolja, ki jo je organizator Turistično društvo Žlebe Marjeta posvetilo sprejemu Slovenije med polnopravne članice Evropske vesoljske agencije. Predstavlja se 6 slovenskih astrofotografov, med njimi tudi naš nekdanji občan Gregor Kresal, ki je ob odprtju razstave tudi orisal specifiko tovrstnega fotografiranja. Številne prečute noči, stres ob zavedanju, da imaš na voljo le nekaj minut, včasih tudi manj za motiv, ki ga morda ne boš doživel nikoli več. Za mogočno astrofotografijo ne le, da moraš do potankosti poznati tehniko, s katero delaš, ampak tudi astronomijo in biti v odlični kondiciji.
Odprtju razstave je, tako kot je to že postalo tradicija, sledil še spomladanski koncert v cerkvi Svete Marijete. Nastopil je jukebox kvartet, kvartet klarinetov, kot gostje pa se jim je pridružila še domača vokalna skupina. V galeriji pod Kozolcem v Žlebeh je od 25. aprila dalje in bo vse do jeseni, ko naj bi se preselila v galerijo ob Medvoški knjižnici, na ogled razstava Globine vesolja. 14 fotografij, pogledov na oddaljene vesoljske pojave in objekte znotraj Rimske ceste in Zemljine bližnje okolice. Ni dvoma, da tudi ta motiv sodi v ta razstavni prostor. Zato, ker je ob jasnih nočeh Žleb najlepši razgled na nočne nebo. Ampak ne vidimo toliko daleč, kot vidijo fotografi s svojimi aparaturami, z vso elektroniko, ki jim omogoča, da spremljajo te planete, oziroma vse te meglice, vse, kar je na fotografijah, da imajo ogromno znanja, ki ga jaz sicer nimam, oziroma navadni, običajni ljudje, ki nebo opazujejo, in se nam je zdelo fajn, da spremenimo, ker se trudimo spremeniti vsakič temo, da je čim bolj poučna, da ljudje čim več novega spoznajo, in tokrat se te globine vesolja, mislim, da so izredno zanimive in da bo marsikdo vrgel oko na te fotografije in se čudil nad svojo majhnostjo. Vlogo koordinatorja je tokrat prevzel medvoški fotograf Peter Košenina, ki sicer sodi med velike ljubitelje vesolja. Po mojem to čudenje, da mene to privlači, pa hočem čim več vedeti, pa tudi kakšno fotografijo narediti. Čeprav zdaj sem jaz, bi rekel, še zelo na začetku te svoje poti, ampak ja, to je stvar, ki mene privlači. In meni se je zdelo zelo primerno, da bi take slike kdaj razstavili tudi tukaj na Marjeti. Zato, ker astrofotografi v Sloveniji, če kateri fotografi, potem astrofotografi v Sloveniji nimajo možnosti razstavljati oziroma zelo imajo omejene možnosti. Daljno vesolje nas je od nekdaj privlačilo. Fotografija, plod razvoja tehnologije, znanja in izkušenj pa ga je približala tudi ostalim običajnim zemljanom, ki sicer nismo imeli dostopa do teleskopa in ostale astronomske opreme. Tukaj se predstavljajo prav zares slovenski fotografi. Večina teh slik je bila posnetih iz Slovenije, kar pomeni, da mogoče ljudje ne vejo, ampak to se z domačega dvorišča se da, če ne živiš glih v Ljubljani, se da posneti take fotografije. Naslednji tvoj osebni podvig s kakšno opremo? Astrofotografski. Najprej par tisoč evrov na stran, pa kupiti opremo, pa mogoče. Fotografije so na njegovo povabilo pripravili Peter Komatovič, Bogdan Vuk, Zoran Vidrih, Marko Emeršič, Miha Šrot in tudi naš nekdanji občan Gregor Kresal. Slednji je ob odprtju razstave tudi orisal specifiko tovrstnega fotografiranja. Poleg številnih prečutih noči, medtem ko čakaš na motiv, še stres ob zavedanju, da imaš na voljo le nekaj minut, včasih tudi manj. Za motiv, ki ga morda ne boš doživel nikoli več. Za mogočno astrofotografijo ne le, da moraš do potankosti poznati opremo, s katero delaš, ampak tudi astronomijo in biti v odlični kondiciji. Vse tako velja za Kresala. Astrofotografi imajo na svojih vrtovih doma neke mini observatorije, grejo zvečer ven, prižgejo in slikajo. Jaz pa temu vedno pravim malo drugače. Vsaka fotografija mora za sabo potegniti eno zgodbo, kar pomeni, napakiram na kolo 30 kg robe in grem na vrh nekega hriba, celo noč snemam in imam vse. Imam športno udejstvovanje, imam mir in blaženo tišino okoli sebe in še domov, če je le možno, prenesem kakšno dobro fotografijo. Vsaka fotografija ima svojo zgodbo. Fotografija kometa, za katero je za voljo neustreznega vremena doma lansko leto kar 14 dni potoval po Evropi, da bi ga dobro posnel. Preden je ujel najveličastnejši pogled na več kot 22 stopinj dolg rep na vrhu Bjokova nad Makarsko. Ker se je izkazalo, da bo edin tam neka mala luknja v oblakih, pač 600 km gor, 600 km nazaj, prinesel sem 1 terabajt kartic polnih, to je na tisoče in tisoče slik in na koncu sem po nesreči vse skupaj vrgel v smeti v podzemni zabojnik za plastiko. In čez 2 ure, ob 2 ponoči me je prešinilo, da sem to res naredil in sem šel dol in s težko muko, z neko dolgo 5-metrsko palco iz zabojnika potegnil tiste kartice v vrečki ven in se vdahnil in zaspal kot top.
Na primeru druge fotografije, poimenovane Sončeva ikona, fotografija sončnega mrka, pa se še dodatno zavemo prej omenjenega stresa. Recimo 2 leti čakaš na en tak dogodek, pa tudi več, ne? In potem moraš v 3 minutah narediti maksimum iz tega. Ne? Recimo konkretno fotografija tega mrka, ki sem jo tukaj objavil, je sestavljena iz 60 fotk, pri tem, da ima vsaka fotka imela svojo nastavitev. Ne? Ker sončeva korona, če jo hočeš na koncu dobiti ven, ko vse te fotke sestaviš skupaj, ima izredno velik dinamični razpon. Se pravi, ti začneš z neko nastavitvijo časa 2500 sekunde in potem čas pri vsaki naslednji fotografiji skrajša, to sem na koncu prišel do 4 sekund. Ne? In če to zdaj midva recimo 60 fotk, da sem za eno rabil 2 sekunde, ne, je to potem glih toliko časa, da ti na koncu stane samo še ene minutke, ne, da posnameš še kaj drugega. Tako kot astronomi, tudi astrofotografi z uporabo različnih kamer in filtrov naredijo na stotine posnetkov in jih nato v posebnih programih z veliko znanja združijo, da iz njih potegnejo tisto največ. Astrofotografija je posebna glih zaradi tega, ker izberamo to minimalno svetlobo, ki jo s prostim očesom včasih sploh ne moreš videti. Kar pomeni, da narediš ogromno število nekih fotografij, potem položiš eno na drugo, potem jih poseben program poravna, da so vse točke vedno na istem mestu in potem to stisneš v neko srednjo vrednost, kjer potem vse tiste pikice male svetlobe se ojačajo, ves tisti šum, digitalni šum, ki ga povzroča senzor aparata, pa izgine in potem šele v bistvu se zgodi tisti čudež klik, ko ti to sliko stisneš iz včasih tisočih, včasih samo iz 50-ih, in se pokaže tisto, kar si dejansko slikal. Ni dvoma, kaj je bolj potrebno za dobro astrofotografijo, dobro poznavanje opreme, s katero delaš, ali poznavanje astronomije. Oboje. Ja, seveda je treba v mezincu imeti aparat. V miže moraš vsako nastavitev vedeti, kje je. Ne? Ker včasih delaš z 2-3, tema je, ne smeš lučke prižigati in moraš res na pamet vedeti. Potem večkrat sem že tudi zasledil astrofotografi, v bistvu edina veja fotografov, ki dejansko poznajo svoje senzore do obisti. Koliko so visoki, koliko so tisti piksli dejansko v mikrometrih veliki, da bo to potem, če bo že z to kamero povzročilo to, če bo komet toliko daleč, če bo toliko bližje. In je res ogromno enih stvari kombiniraš med sabo. Seveda, osnovno je pa potem to znanje, ki jaz sem ga pač, ko sem v to vstopil, nekaj imel, ampak to znanje je neskončno. Astronomija je ena od ved, ki se, če ne veda, ki se najhitreje ta hip zaradi razvoja tehnike razvija na svetu. Ne? In to je neskončno enih podatkov, ki so pa vsi znova zanimivi in dejansko ne moreš nehati. Ker te potegne not, ne bom rekel tako, da bi te črna luknja potegnila not, ampak te potegne not in si potem kar naenkrat zaprisežen astrofotograf. Čeprav se ukvarjam z vsemi možnimi vejami fotografije. Ne? Svoje otroško navdušenje nad vesoljem je Kresalo budil ob navdušenju svojih 2 otrok. Sicer je arhitekt, priznan alpinist in režiser. V Združenih državah Amerike je magistriral iz filma pod mentorstvom legendarnega Davida Lyncha. Sam pa je vrsto priznanj prejel tudi z dokumentarno igranim filmom Sfinga. Tudi astrofotografije nastajajo namensko za njegov velik življenjski projekt, za igrano, dokumentarni, tudi risani film, ki ga snema že 5 let in ga namerava še toliko, preden bo nared za dejansko realizacijo. Upam, da bom do konca letošnjega leta pripravil trailer, s katerim bom lahko začel potem v tujini zbirati tista kar precej velika sredstva za dokončanje tega filma. Ta življenjski projekt bo nosil naslov kako? Začel se je kot manjši projekt, kot svetlobni presežki Slovenije, ampak glede na to, da v Sloveniji bo naslednji sončni mrk šele čez 60 ali 80 let ali koliko, ne, sem potem na eni točki videl, da bom moral začeti hoditi po svetu in sem zadevo raztegnil na dejansko celo zemeljsko kroglo. Nimam niti delovnega naslova, po pravici povedano. Film o svetlobi. Tradicija je že, da turistično društvo Žlebe Marjeta s pomladansko razstavo v galeriji pod Kozolcem isti večer nadgradi še s koncertom v cerkvi Svete Marjete. Ja, glede razstave imamo globine vesolja in v jeseni globine morja. To je od Arneja Hodaliča predvidevamo v jeseni slike, tokrat pa ste umetnike spoznali, fotografe spoznali in vedno se sprašuješ, kaj je teže, ali slikati vesolje ali slikati globine. Kar pa se koncerta tiče, smo veseli, da sodelujejo domača žlebska dekleta
In to nekako povezovanje s krajem se nam zdi v turističnem društvu izjemno pomembno. Nekaj negotovosti je sicer bilo, ali bo izveden tudi koncert, saj je bilo sprva napovedano 3-dnevno in ne le enodnevno žalovanje ob smrti papeža Frančiška. Zato je v zraku visela tudi morebitna odpoved dogodka. Še posebej smo veseli, da nam vreme služi, da ne pada in da je udeležba, glede na to, da so prazniki, zelo velika. Vsa zahvala žlebanskim gospodinjam, ki vsako leto pripravijo še res tiste domače sladice, tako da lahko potem še poteka ob druženju naprej še veselo druženje. In kdo so? Jukebox kvartet, kvartet klarinetov. Zelo radi skupaj igramo in se dobro razumemo, smo pravi prijatelji, tako da in upam, da se to tudi pozna na našem igranju. Zdaj ime imamo Jukebox kvartet, to pa mogoče zato, ker se radi dotaknemo različnih stilov v glasbi. Poleg nam najbolj poznanega Damirja Pfeifferja, nekdanjega dirigenta Medvoške godbe, umetniškega vodja sorških orgličarjev in profesorja klarineta na glasbeni šoli Franca Šturma, sta Jukebox kvartet še 2 profesorja klarineta na tej isti glasbeni šoli, ki ima podružnico tudi v Medvodah, Vid Pupis, ki poučuje še na glasbeni šoli Litija in je dirigent pihalnega orkestra Logatec, in Tomaž Kolar, ki je aktiven tudi kot skladatelj, in še Matic Titovšek, ki je trenutno profesor klarineta na glasbeni šoli Moste Polje. Torej vsi, poleg tega, da so vrhunski, večkrat nagrajeni klarinetisti, predajajo svoje znanje tudi naprej. Predvsem pa zase pravijo, da niso le še ena dolgočasna komorna zasedba. Program je pretežno sestavljen iz klasičnih skladb. Je pa res, da si nismo mogli pomagati, da ne bi zašli v prvem delu malo v jazz smer in pa v drugem delu malo v smer popevke. Je dovolj akustična, lepo akustična tale cerkev? Ja, v tej cerkvi smo že, ne s to zasedbo, ampak sem že bil tukaj, tako da je akustična. Upam, da bo tudi pri malo hitrejših skladbicah nam v redu služila. Dodajajo še, da je njihov pristop izjemno prilagodljiv, da so lahko resna, uglajena klasična komorna zasedba, še raje pa, da so navihani, nasmejani, polni hudomušnih izjav in izpadov ter nepredvidljivo spontani, ko je to le mogoče. Tokratnemu ambientu in priložnosti delno prilagojeni. V goste so povabili še domačo vokalno skupino. Večinoma smo tako iz Žleb, a ne? Pa so, ene so se zdaj že preselile, ampak tako rojene v Žlebah. Mi smo več ali manj smo v bistvu vse iz Žleb. Prvič so se zbrale na pobudo ene izmed njih. Pa smo se dobile in pa smo zbrale pesmi, začele vaditi. In pol so še nas drugi povabili in ja. Smo a capella brez inštrumentov, tako da smo samo mi. Pa ponovadi tudi je tako. No, ali pa kakšna kitara. Odvisno od kakšna pesem je. Ali pa mogoče klavir ni bil. Klavir je tudi bil. Je bil. Ta prvič, ko smo bile. Pa kahon je bil tudi ta prvič. Malo se stavimo, kakor. Pa kakšna violina? Violina tudi, ja, prvič. Se res. Torej, ko rečemo, da se nekako priložnost sestavite, koliko vas bo danes in kaj boste pele? Ja, torej, danes nas bo 5. Pele bomo 3 pesmi, vse bomo pele a capella, kot smo že pomenili. Pele bomo, kjer je že? Spominčice, Nana Ščeričica pa pevec.
Tokrat smo jih že tretjič ujeli v objektiv. Prvič lansko leto prav v tej cerkvi ob odprtju projekta Hiše na hribu in letos na prireditvi ob kulturnem prazniku in podelitvi kulturnih pletenic v domu krajanov Pirniče. Zelo ste uglašene, oziroma ne samo, da ste lepo uglašene, nekako harmonizirate skupaj. No? Je to ta žlepski zrak ali kaj? Ja, lahko tudi tako rečem. Ne, smo pevke, že več let pojemo. Mislim, vse smo bile v zboru, nekatere še zmeraj smo. In tako da imamo nekako pevsko, kako ne rečem, pevsko odzadje, kako ne temu rečem. Je pa tudi tukaj v cerkvi je tudi ful, kako se reče, lepa akustika in se zelo dobro sliši. Vsako leto okoli 4. maja, ko goduje sveti Florjan, zavetnih gasilcev po slovenskih cerkvah potekajo Florjanove maše. Te posebne svete maše so namenjene v čast in zahvalo gasilcem, ki s svojim delom in predanostjo varujejo življenja, domove in naravo pred ognjem ter drugimi nesrečami. Florjanove maše so priložnost, da se gasilci v svečanih uniformah zberejo skupaj, prosijo za božje varstvo pri opravljanju svojega poslanstva in se hkrati poklonijo spominu na padle tovariše. Pogosto se ob tej priložnosti blagoslovijo tudi gasilska vozila in oprema, kar simbolično izraža prošnjo za varno in uspešno posredovanje. Ta dolgoletna tradicija povezuje duhovno dimenzijo gasilstva s spoštovanjem do poguma, solidarnosti in nesebične pomoči, ki jo gasilci vsakodnevno izkazujejo v svoji skupnosti. Na področju naše občine se gasilci vseh društev trenutno udeležujejo maš v 3 cerkvah. Najdaljšo tradicijo imajo sorški gasilci, ki maše pripravljajo od leta 1993, ko je bil tamkajšnji župnik še pokojni Lojze Zaplotnik. Maša je v cerkvici na Tehovcu, ki je tudi posvečena svetemu Florjanu, ki krasi osrednji oltar cerkvice. Je pa cerkvica premajhna za večje število prisotnih, zaradi česar sorški gasilci k maši vabijo le sosednji društvi, PGD Preska Medvode in PGD Gosteče. Letos je maša sovpadala na nedeljo, drugače je na dan, ko je 4. maj, maša zvečer. Maše se je letos iz vseh 3 društev udeležilo 32 gasilk in gasilcev. Gasilci iz Zgornjih Pirnič so praznovanje svetega Florjana v novem gasilskem domu združili z blagoslovom gasilskih vozil PGD Pirniče in PGD Spodnje Pirniče Vikrče za vrh. Gasilci iz Smlednika in Zbil pa so Florjanovo mašo imeli v okviru župnije Smlednik v tamkajšnji župnijski cerkvi. Kar nekaj dogodkov se obeta v tednu, ki prihaja, med drugim že jutri v petek ob 19. uri v Baru kulture pogovor mlajše literarne sekcije Kudajarem s citrarjem Tomažem Plahutnikom in prav tako ob 19. uri koncert sorških orgličarjev v domu krajanov Sora. Ob 19.30 pa prva iz niza prireditev ob 180-letnici rojstva Jakoba Aljaža v organizaciji župnije Smlednik. Pogovor z Dušanom Škodičem in Petro Bandal v kulturnem domu Smlednik. V torek pa v Medvoški knjižnici še predstavitev stripa o Jakobu Aljažu s naslovom Bojevnik za slovenske gore in slovenstvo avtorjev župnika Davida Jensterla in Juana Juvančiča. V soboto 10. maja vas Društvo za ustno zgodovino vabi na trg Svetega Urha v Smledniku na izmenjavo domačih sadik in semen. Ja, letos bo flancanje na trgu Svetega Urha v Smledniku že 21. To je sobota 10. maja ob 16. Kot ponavadi, glavni del bo izmenjava domačih semen in sadik, blagoslovljenih strani župnika Smlednika, pa tudi tradicionalni spremljevalni program, nastop folklorne skupine, ljudski pevci. Letos bomo imeli tudi razstavo avtorskih slikarskih del na temo narave strani Kulturno-umetniškega društva Zbilje. Začenjamo tudi nov projekt, ki smo ga zaenkrat poimenovali Garkelj, v katerem bomo poskušali obuditi in ohranjati stare rože podeželskih vrtov. Nekaj tudi za otroke, bo delavnica izdelave nageljčkov iz papirja, tako da vse bo nekako malo tematsko obarvano in pestro. In s kakšnimi sadikami se lahko pridružite izmenjavi, pravzaprav je vseeno, pomembno je, da so semena in sadike domačega izvora. Vsako leto so najbolj zaželene plodovke.
ki tudi vsako leto pridejo na izmenjavo, včasih jih je malo več, včasih malo manj, odvisno od vremena in kdaj točno je ta dogodek. Drugače pa zelo pestro sadik se izmenja tam približno 500 vsako leto, od zelenjave, rož, zelišč, raznih okrasnih rastlin. In mogoče še enkrat, dobrodošli so vsi. Tako, vstop je prost, dobrodošli vseh generacij, še posebej mlajši, družine z otroki. Vabljeni torej, da se v soboto ob 16. uri oglasite na trgu Svetega Urha. Če nimate semen in sadik za izmenjavo, pa bo program dovolj pester, da vam tudi v tem primeru zagotovo ne bo žal obiska. V nedeljo 11. maja se bo na Medvoški tržnici od 8. do 13. ure odvijal tudi unikaten bolšji sejem. Obeta se po novem kar 2-krat mesečno in tokrat med 10. in 18. uro tudi sejem gramofonskih plošč, na katerem bo možno kupiti, menjavati in prodajati gramofonske plošče, CD-je in kasete. Prav tako v nedeljo se bo v Smledniku od 12. ure dalje odvijal dobrodelni golf turnir z naslovom Igrajmo za prostovoljno gasilsko društvo Smlednik in v nedeljo ob 18:30 v cerkvi Marije Vnebovzete v Zgornjih Pirničah še koncert v organizaciji Župnije Pirniče in komornega pevskega zbora Misterium, ki napoveduje tudi praznovanje 40-letnico Župnije Pirniče in 35-letnico cerkve. Sedaj pa šport. Timotej Bečan, najboljši slovenski gorski tekač zadnjega obdobja, je poskrbel za nov tekaški mejnik. Morda se še spominjate njegovega podviga iz leta 2021, ko je iz Prešernovega trga v Ljubljani tekel na vrh Šmarne gore. Takrat je za izziv potreboval dobrih 42 minut. No, še leto poprej pa slabo uro in pol, ko je tekel iz Krme na vrh Triglava. Zgodba je tokrat dobila nadaljevanje, saj se je 24. aprila podal na vrh Šmarne gore še iz središča domačih Medvod. Lahko bi rekli tako rekoč iz zavetja domačega kavča. In koliko menite, da je potreboval do vrha Šmarne gore? Vas bomo pustili nekaj trenutkov še v negotovosti. Če je prvi izziv iz Prešernovega trga na vrh Šmarne gore rodilo predvsem pomanjkanje tekem in izzivov najboljšega slovenskega gorskega tekača v času epidemije koronavirusa, je tokratni izziv nekakšno logično nadaljevanje prvega. Leta 2021 je za 11-kilometrsko traso potreboval nepredstavljivih 42 minut in 11 sekund, kar je toliko, kot marsikdo porabi od vznožja do vrha tega najpopularnejšega hriba v Ljubljanski kotlini. Tokratni podvig je bil vendarle nekoliko krajši. Iz domačih Medvod je trasa proge, ki jo je ponovno zasnoval Tomo Šarf, alfa in omega teka na Šmarno goro, nanesla nekaj več kot 5 kilometrov. Timotej bo štartal, kot so se dogovorila v Medvodah pred tržnico, potem bo tekel mimo občine in čez nov ta kolesarski most, potem pa prvih par 100 metrov po kolesarski stezi, potem bo zavil kolesarske steze na peš pot ob Savi in potem tam tik pred Toplim izvirom prišel nazaj na cesto, na to asfaltirano pot, potem pa bo prečkal čez Piranče, pa prišel do Lipe, pa od Lipe potem gor. Čez Peske, ja. Kaj napoveduješ, kakšne so pričakovanja? Ja, jaz sem računal, da bo šel pod pol ure. Timotej je bolj pozna situacijo, prav, če bo vse v redu, da mora pod 25 minut priti. Ker je noro, je pa trasa dolga dobrih 5 kilometrov, pa 350 višinskih. Kislo vreme z občasnim pršenjem je na ta poznoaprilski četrtek poskrbelo za nekaj manj tradicionalno zagretih popoldanskih pohodnikov na Šmarno goro. Sta pa Timoteja pri tokratnem podvigu spremljala kolega tekača, oče in seveda žena z otroki, ki mu stoji ob strani na vseh tekmovanjih. Povej, kaj napoveduješ, kaj pričakuješ? Pričakujem, da mu bo uspel tako, kot predvideva, okoli 23 minut, gor verjetno, če se štejemo, ravnina, vzpon, da bo zadovoljen s tem, kar si je zadal in kar je izvedel. Upam, da bo tako, to si zelo želim zanj. Koliko se je pripravljal Timotej? Pravi, da je zelo dobro pripravljen, tako da mislim, da bo. Zvesti navijači na vseh tekmah? Ja, to pa sigurno, če pa nas ne bi bilo, pa mislim, da
ne bi bilo dobro za našo družino. Moramo skupaj držati. Za 5 km in 170 metrov dolžine ter 350 višinskih metrov je Timotej Bečan potreboval, reci piši, 22 minut in 55 sekund, s čimer je, kot je priznal v cilju, presenetil tudi samega sebe. Ja, res je, tudi sam sebe sem zdaj malo presenetil, dobro, za enih 20 sekund hitrejši sem bil, kot sem predvideval, tako da je bilo vse skupaj kar realno, šlo je odlično, vse nam je služilo, tudi vreme, tam, ko sem mogel prečkati cesto, ni bilo nobenega avta, tako da brez problema. No. Traso itak poznam, tokrat tudi nisem imel nobene smole s kakšnimi žicami, tako da res super, no. Prav užival sem. In ker Šmarna gora meji na 3 občine, bo razumljivo sledilo še 3. poglavje te zgodbe. Šmarna gora stičišče 3 občin, Ljubljana, Medvode in Vodice, in jasno treba to zvezdo zaključiti. Ne? Iz Ljubljane je bilo leta 2021, zdaj iz Medvod, zdaj smo leta 2025. Jaz upam, da to ne bo 2029, ampak bo ok prej. No. Treba se izmeniti, zaradi mene lahko drug teden, ampak mislim, da so taki projekti, tako bom rekel, letni. No. Nekako se lotiš iz čistega veselja, iz nekega izziva, neobremenjeno. Tako da sem pa zdaj čutil, da sem zelo dobro pripravljen, zato sem se tudi lotil. No. Ne bi se pa šel nekaj tega na pol. Je pa res, nikoli ni forma optimalna, ampak se mi zdi, zdaj sem kar dobro pripravljen, no, tako da sem to tudi izkoristil. Lahko pa tokratni podvig razumemo tudi kot napoved poskusa ponovnega prevzema absolutnega slovenskega rekorda po najkrajši poti na vrh Šmarne gore. Lani mu je po nekaj letih namreč primat nosilca slovenskega rekorda s časom 11:03 prevzel Luka Kovačič. Ja, definitivno. Zdaj sem kar zaseden, no. Zdaj z leti spoznavam, da z leti človek dobi veliko odgovornosti, sploh z družino potem. No. Tako da se ne bom izgovarjal na to. Še vedno jaz mislim, da se da zelo, zelo dobro pripraviti in tudi zdaj, kot sem rekel, sem zelo dobro pripravljen. Rekord je taka zelo specifična tekma, mora se vse poklopiti. Jaz še vedno upam na tek pod 11 minutami, še vedno se mi zdi to realno. Sem pa mogel fejst potruditi, pa tudi fejst srečo imeti tisti dan, da bom ujel in počutje in vse. Letošnjo sezono gorskih tekov bo sicer močno prilagodil časovnim zmožnostim, ki jih narekuje razširjena družinica. V koledarju si je označil zgolj nekaj terminov, kot sta državno prvenstvo in svetovno prvenstvo v Španiji. Pričakujemo pa ga lahko tudi na zaključku sezone svetovnega pokala v gorskih tekih, ki bo letos že 24. avgusta potekal na Šmarni gori. Tokratna črna kronika je poročilo o dogodkih, ki so jih medvoški policisti obravnavali v zadnjem tednu meseca aprila in v prvem tednu meseca maja. Začenjamo s prometnimi nesrečami. Ena se je zgodila v Trnovcu, kjer voznik ni prilagodil hitrosti in smeri vožnje stanju vozišča. To pa je bila bržkone posledica dejstva, da je vozil pod vplivom alkohola. V nesreči je bil udeležen sam, policisti pa so mu za prekršek izdali globo. V Spodnjih Peničah in na Seničici pa sta voznika povozila srni. Policisti so pri obeh nesrečah odstopili od ogleda. V Preski je nekdo poskušal vlomiti v osebno vozilo. Občanka iz Medvod pa je policistom prijavila goljufijo pogodbenega izvajalca pri sanaciji stanovanja. Vlom v trgovino pa se je zgodil v Preski. Policisti o vseh 3 kaznivih dejanjih zbirajo obvestila in bodo o rezultatih po zaključeni preiskavi obvestili tožilstvo v Ljubljani. V Preski so policisti prevzeli najdeno kolo, katerega lastnika sedaj še iščejo. Med kontrolo prometa pa so 2 voznikoma odvzeli osebno vozilo, vzrok je bil pri obeh enak, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozili je prevzelo sodišče v Ljubljani skupaj z obdolžilnima predlogoma. Več o delu policistov ljubljanske policijske uprave, kamor spada tudi policijska postaja Medvode, pa na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je za prvomajsko oddajo vse. Pester teden je pred nami, veliko se bo dogajalo in še preden se vidimo takole prek ekrana, ponovno povabilo. V četrtek se začne 3-dnevni kulturni festival in takle čas bo po središču Medvod odmevala Medvoška godba, ki bo tokrat gostila, lahko rečemo, domačinko Jano Šušteršič. Na snidenje.